Teh sončnih žarkov direktno in brez očal ne morete gledati, ker je naša najbližja zvezda od nas oddaljena samo 8 svetlobnih minut pa 20 sekund. Veliko lažje je gledati mestne žarke od Gilija. Hočem reči Gili City Ray. No, upam, da je to City Ray, da je večji star Ray. Kaj? Halo? Aha, ne, iz režije sporočajo, da je City Ray, imam prav. Pri obliki se v svojih testih običajno ne zadržujem prav dolgo, ker imajo vsake očipat svojega malarja, tukaj pa imam eno pikro. City Ray in njegov večji brat Star Ray sta si tako zelo podobno oblikovno, kot dva enojačna dvojčkasta. Res moraš imeti enega zraven drugega, da sploh vidiš te malenkostne razlike. No, k sreči oba vsaj dobro izgledata, s to veliko masko pa s temi našpičenimi lučmi. Ja, City Ray je kar na stopaški. In v bistvu ima samo 15 cm manj kot prej omenjen model, še vedno v dolžino meri 4,5 metra, kar pomeni, da je precej zajeten avtomobil. Zato mi je po svoje hecna njegova oznaka. City bi si predstavljal, da je to majhen mestni avtomobilček. Če pustim svoje globoke razmišljanja ob strani in se raje lotim dejstev, tudi znotraj sta si oba modela precej podobna, kar je v veliki meri fino, ker to pomeni precej prostora. Tudi City Ray zlahka gosti 4 potnike, peti bo pa vseeno malenkost nesrečen zaradi sredinskega grebena, čeprav je ta res nizek, no in tukaj prtljažnik ponuja 571 litrov. Ni slabo. Nasploh ga moram pohvaliti, ker se znotraj počutim zelo dobro, mogoče celo za odtenek bolje kot v večjem Star Rayu. Materiali so fini, veliko je usnja, evo, in vse skupaj je tudi zelo dobro izdelano. Tudi odlagališče je veliko in ta dva zaslona sta zelo uporabna, so pa določene malenkosti, ki zmotijo. No, v bistvu se sami odločite, če so malenkosti, ker mene nekatere stvari kar fajn motijo. Naprimer, nimam digitalnega DAB-a, kar pomeni, da sem z radijem precej omejen. Tudi postaj tale ne zna izpisati, kar pomeni, da sicer vse skupaj lahko rešim, tako da si v pol ure priljubljene posebej shranim. Tisti, ki so mi pač skratka zanimive, sicer moram iti prej na internet pogledati, kakšno frekvenco ima radijska postaja, ki jo običajno poslušam. No, zato mi je vse skupaj pač malo tečno. Kot je tečno tudi to, da moram vsakič, ko se usedem v avto, najprej tale play spet pritisniti, da radio sploh začne igrati. Se ga nikoli nisem ugasnil sploh. Vozniško je pa precej dober, kar pomeni, da je dovolj udoben, da bo svojemu najbrž družinskemu namenu zlahka sledil. Samo občasno se je malenkost preveč ziba bočno kot v kakšnem ritmu sambe, ampak večino časa pa teh tresljajev v bistvu ni. Tudi krmiljenje je fajn in takšnega se ne bi sramoval niti kakšen bolj eminenten predstavnik. Nasploh je skratka na tem področju super. To kombinacijo 1,5-litrskega turbobencinskega motorja in 7-stopenjskega robotiziranega menjalnika sem preizkusil že v toliko kitajskih avtih, da lahko že na pamet povem, kakšen je. In ne gre vedno za identičen motor, so pa ti prostorninsko enaki motorji skoraj identični po karakterju in tudi po moči. To pomeni, da so v bistvu precej prožni in zvočno prijetni, City Ray ima celo 4 izpušne cevi, ampak ni zato nič glasnejši. Podobno je tudi vedno poraba. Pri nas na testu malenkost pod 8 litrov, zdaj, ko sem se pripeljal na Krk, zelo previdno in počasi, celo pod 6, ampak manj kot 7 vse ne pričakujte. Konjenica 128 kW oziroma 174 konjičkov. Večji pomislek imam vedno pri 7-stopenjskem robotiziranem menjalniku, ki pač cuka pri speljevanju in takrat, kadar boste želeli pospešiti malo bolj suvereno, pa na hiter prestaviti vsaj dvi nižje, no, nič ne bo iz tega. Sploh pri speljevanjih se tako zelo obotavlja, da moram vedno paziti, da ne bom koga po nesreči izsilil. Med običajno vožnjo pa je v bistvu dovolj dober. In ta kombinacija pospeši City Ray z mesta do 100 na uro v manj kot 8 sekundah, kar pomeni, da je ta mestno-družinski žarek lahko precej hiter. Mu pa vsem pa še veliko bolj umirjena vožnja, sploh kadar so potniki na krovu.